Če dovolite, bi vam na kratko rada spregovorila o tem, kako na Filozofski fakulteti oziroma na znanstveni založbi Filozofske fakultete vidimo vlogo povezovanja založniške dejavnosti na članicah univerze, ki se, kot veste, ravno v teh dneh predstavlja na 10. sejmu akademske knjige, kot je bilo že povedano. Bi rada pa še enkrat izpostavila, da se tokrat res predstavlja založniška dejavnost vseh 26 članic univerze. Torej prvič je na tako majhnem mestu zgoščena vsa ali pa tista bistvena založniška produkcija vseh članic, tako da ste po konferenci seveda vljudno vabljeni, da se sprehodite čez Försterjev vrt in poiščete tudi kakšno knjigo zase. Vemo pa seveda, da ta sejem povezuje članice univerze in tudi druge fakultete po Sloveniji, druge univerze. Letos recimo so na sejmu prisotne tudi Univerza v Mariboru, Univerza v Novi Gorici in Univerza na Primorskem. Zdaj, Filozofska fakulteta ima seveda dolgoletno tradicijo izdajanja znanstvenih in strokovnih publikacij, primarno sicer s področja humanistike in družboslovja. Izdajamo seveda univerzitetne učbenike, monografije, različne jezikovne, druge priročnike in tako dalje. Ne gre pa zdaj tukaj samo za strogo študijsko ali pa znanstveno raziskovalno literaturo, ki bi bila recimo relevantna zgolj za zaprt akademski prostor. Ravno s tem sejmom poskušamo izstopiti in pravzaprav pokazati, da, in to se seveda v teh letih tudi potrjuje, da je bralcev tovrstne akademske literature, če se tako izrazim, pravzaprav precej več, kot se bi zdelo na prvi pogled. Ni skrivnost, da smo na znanstveni založbi Filozofske fakultete z okrog 70 naslovi letno, plus še seveda 14 revij, največja znanstvena založba s področja humanistike in družboslovja, ne samo v Sloveniji, tudi v širši regiji, in seveda v duhu odprte znanosti imamo tudi 2 spletna portala, revije FF, na katerem seveda so dostopni vsi članki 14 znanstvenih revij, ter portal e-knjige, ki temelji na odprtokodnem in brezplačnem sistemu. Sicer je večina knjižnih naslovov dostopna še v PDF formatu, nekaj pa že tudi v EPUB. Izpostavila bi rada še to, da je naša založba članica od leta 2017 mednarodnega združenja Association of Learned and Professional Society Publishers, ki ima več kot 300 članov v 30 državah. Od lanskega leta pa smo članica tudi Evropske raziskovalne infrastrukture Operas, verjetno nekateri izmed vas to poznate. Gre za infrastrukturo za odprto dostopne publikacije v družboslovju in humanistiki. Iz Slovenije je sicer partner tudi še ZRC SAZU. Lansko leto, ko smo organizirali konferenco Open Access in Humanities, je bil pri nas tudi koordinator projekta, ki je hkrati tudi namestnik direktorja platforme za elektronske vire Open Edition. To zdaj omenjam seveda predvsem zato, ker se navezujem na včerajšnje srečanje, včerajšnjo konferenco o odprti znanosti, gotovo ste nekateri izmed vas bili prisotni. Operas je namreč projekt, ki si prizadeva za javno, dostopno in transparentno komunikacijo v znanosti in seveda za učinkovito razširjanje in globalni dostop do rezultatov raziskav. Zato se nam zdi izjemno pomembno, da je naša založba skupaj seveda ZRC SAZU vključena v ta projekt. Ta infrastruktura pa bo tudi bistvenega pomena za humanistiko in družboslovje znotraj nastajajočega oblaka, o katerem smo se tudi včeraj pogovarjali, torej Evropskega oblaka odprte znanosti. Zdaj, skupaj z Univerzo v Ljubljani smo začeli razmišljati o možnostih združevanja založniške dejavnosti pred kakim dobrim letom, se mi zdi, ko nam je prorektor Kenda predstavil dosti bolj konkretne ideje o ustanavljanju založbe. Kot je bilo danes že rečeno, seveda ideja ni nova, nikoli pa ni prišlo do neke konkretne realizacije. Zdaj, tudi na Filozofski fakulteti se strinjamo, da je 100-letnica univerze vsekakor primerna spodbuda, da malce bolj konkretno začnemo razmišljati o tej možnosti. Smo pa seveda od vsega začetka poudarjali, da ob morebitni ustanovitvi univerzitetne založbe, da je nujno, da takrat tudi založba dejansko zaživi. Da se ne bi
ponovila zgodba univerzitetne knjižnice, kot vsi vemo, formalno je bila ustanovljena, ampak pravzaprav danes ne obstaja. Vsi smo se strinjali seveda, da je pa treba v tem procesu iti počasi, torej da je potrebno neko daljše pripravljalno, predvsem pa usklajevalno obdobje. Že zelo kmalu pa smo ugotovili to, kar je bilo danes že povedano, pa se mi ne zdi zanemarljivo, in sicer, da bi pač morebitna skupna založba univerzitetna predstavljala pravzaprav eno izmed najmočnejših založb v Sloveniji, kar seveda ni bistveno samo v strogo knjigotrškem smislu. Gre tudi za to, da bi to z leti lahko postala kakovostna akademska založniška znamka, prepoznana v mednarodnem prostoru. To je seveda proces, to ne gre na prvo roko. Zdi se nam pa to pomembno tudi zato, ker bi bil to lahko tovrstna založba predstavljala pomemben dejavnik pri oblikovanju politike tudi na področju vrednotenja znanstvenih objav. Na včerajšnji konferenci o odprti znanosti, na primer, je bila večkrat izpostavljena nujna proaktivna vloga univerze, če se spomnite, tako na področju odprtega dostopa, kot tudi na področju bibliometrije. Profesor dr. René von Schomburg iz Generalnega direktorata za raziskave in inovacije Evropske komisije je to večkrat poudaril. Zdaj, torej ustanovitev založbe se nam zdi na Filozofski fakulteti, da seveda mora biti premišljena. Tudi z rektoratom smo se strinjali, da gre za neko postopno združevanje. Prvi pomembni korak seveda je bil storjen na pobudo rektorata lansko leto novembra 2018, ko smo prvič članice, polovica članic, nastopili na knjižnem sejmu, Slovenskem knjižnem sejmu. Za prodajo smo takrat poskrbeli na Filozofski fakulteti. Naša vodja knjigarne je uspešno prevzela torej celotno prodajo in vseh 13 ali 12 članic je bilo menda zelo zadovoljno s tem korakom. Drugi korak, seveda, ki se nam je zdel bistven, tako na rektoratu kot na Filozofski fakulteti, je bilo dejstvo, da je treba opraviti res natančno analizo založniške dejavnosti po članicah. Nekaj informacij smo imeli, ampak strinjali smo se, da je to seveda neko bistveno izhodišče. Tako so v zimskem semestru tega študijskega leta študenti oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo naše fakultete pod mentorstvom seveda profesor dr. Mihe Kovača ter docentke doktorice Ane Vogrinčič-Čepič. Zagotovo se spomnite povabila k izpolnjevanju spletne ankete. Torej, ti študenti so že opravili del analize, hkrati pa je tudi naš študent Filip Zule pod mentorstvom obeh že omenjenih kolegov, ki pa se jima je pridružil tudi vodja naše založbe, dr. Matevž Rudolf, v okviru diplomskega seminarja pripravil nalogo na to temo in ta je še čisto topla, čisto sveža. Ta diplomski seminar je bil potem osnova za to publikacijo, analiza založniške dejavnosti na članicah UL, ki ste jo zagotovo vsi prejeli, je pa seveda prosto dostopna tudi na spletnih straneh. Gre za zelo zanimive izsledke, ki vam jih bo predstavil torej vodja založbe, predvsem pa zelo dragocene, kajti gre za prvo tovrstno raziskavo, kolikor je meni znano, založniške dejavnosti na članicah. No in naslednji korak se dogaja pa seveda ravno ta teden, torej že omenjeni skupni nastop prav vseh članic na stojnicah v Försterju in seveda tukaj, ravno sedaj v tem prostoru, kajti bistveno je, da izkoristimo to priložnost, da skupaj pretresemo tiste najpomembnejše prednosti, spregovorimo o specifikah seveda tudi posameznih strok, posameznih članic in morda se bo ravno danes začelo že oblikovati konkretne predloge, tako za temeljne cilje, za strategijo neke pač skupne prihodnje založbe. Za zaključek bi rada morda samo še to izpostavila, da se nam zdi na Filozofski fakulteti najpomembneje, da seveda uredniška avtonomija ostaja na članicah, tu se seveda strinjamo, tu smo enotni tudi z rektoratom. Najpomembnejšo prednost in prvi možni korak skupne univerzitetne založbe pa vidimo predvsem v vzpostavitvi najprej dveh skupnih spletnih portalov, Open Journal System za revije in Open Monograph Press za monografije, torej skupna portala, ki bosta objela vseh
založniško dejavnost vseh 26 članic. Ne smemo pozabiti seveda tudi na nujnost objavljanja nacionalno financiranih raziskav v obliki odprtega dostopa, ki je za vogalom, to vsi vemo. Tretji korak oziroma tretja faza v tem koraku pa je vsekakor vzpostavitev skupne spletne knjigarne. In verjamemo, da bo ta vzpostavitev vseh teh treh skupnih platform bistveno lahko in hitreje dvignila standarde založniške dejavnosti na vseh članicah, o podrobnostih pa bomo spregovorili kasneje v odprti razpravi.